Spoštovani, na prizorišče slovesnosti prihajata načelnik štaba generalštaba Slovenske vojske, brigadir David Humar in načelnik sektorja za komunikacije in informatiko generalštaba Slovenske vojske, polkovnik Boris Cimprič. Poročilo bo predal podpolkovnik Andrej Svetanič, poveljnik enote za komunikacijske in informacijske sisteme. Zdrav, ale, hop! Vojaki, počastniki, častniki, vojaški uslužbenci. Za koga? Za Slovenijo! Časti po, rak! Vrhnika, gospod Stojan Jakin, spoštovani načelnik štaba generalštaba Slovenske vojske, brigadir David Humar, spoštovani direktor službe za informatiko in komunikacije Ministrstva za obrambo, gospod magister Viktor Strle, spoštovani nekdanji pripadniki in veterani rodu zvez, spoštovani predstavniki podjetij, organizacij in ustanov, spoštovani predstavniki enot in poveljstvo Slovenske vojske ter drugi cenjeni gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli v vojašnici Ivan Cankar na Vrhniki na slovesni obeležitvi 23. obletnice rodu zvez. K pozdravnemu nagovoru vabim načelnika sektorja za komunikacijske in informatiko generalštaba Slovenske vojske, polkovnik Boris Cimprič. Izvolite, prosim. Spoštovani župan občine Vrhnika, gospod Stojan Jakin, spoštovani načelnik štaba, brigadir David Humar, spoštovani vodja službe za informatiko in komunikacije, magister Viktor Strle, spoštovani brigadir Tine Brajnik, spoštovane pripadnice in pripadniki rodu za zveze in informatiko Slovenske vojske, službe za informatiko in komunikacije Ministrstva za obrambo, spoštovani veterani, spoštovani naši bivši sodelavci, spoštovani naši upokojenci, spoštovani poslovni partnerji in gostje. Konec meseca Rožnika se spominjam dogodkov izpred 23 let, ki so trasirali pot razvoja Slovencev, slovenske države in slovenske vojske. Dogodki so bili prelomni in odločitve, ki smo jih sprejemali kot narod, so bile tvegane, vendar trdne in odločne. Odločili smo se o svoji prihodnosti in prihodnosti naših potomcev. Za svoje odločitve smo bili pripravljeni marsikaj potrpeti in zanje smo se bili pripravljeni boriti, ne glede na žrtve. Mlada slovenska država je bila obranjena v vojni. V vojni pa je ključno imeti sistem poveljevanja in kontrole, s katerim se lahko nadzira stanje lastnih enot, pridobivajo podatki za zavedanje o situaciji na terenu in vodijo operacije. V osamosvojitveni vojni nam je v takratni teritorialni obrambi to odlično uspelo. Na današnji dan se spominjamo prve vgradnje radijskih postaj Rakal vozila, ki so kasneje predstavljali prvo in osnovno komunikacijsko omrežje za vodenje in poveljevanje pri obrambi nastajajoče države. Brez tega omrežja nam bi bilo bistveno težje, zato smo ta mejnik izbrali za naš dan in ga svečano obeležujemo.
Sodelujoči pri nabavi, vgradnji in usposabljanju za uspešno delovanje radijskega sistema Rakal so dobitniki spominskega priznanja Hrast. Dobro leto po teh dogodkih smo ustanovili 104. četo za telekomunikacije takratnega Republičnega štaba za teritorialno obrambo, ki je kasneje prerasla v 11. bataljon za zveze. Po izvedenem preoblikovanju v minulem letu tradicije predhodnih enot nosi enota za komunikacijske in informacijske sisteme. V minulih letih smo si na današnji dan postavljali smele cilje in visoke ambicije. Krivulja znanja, uporabe tehnologij in novih sredstev, ki smo jih pridobivali z opremljanjem, je vodila konstantno navzgor. Pričakovanja v smislu bolje, več, hitreje so bila visoka in po streznitvi v zadnjem obdobju so se prikazala kot nerealna. Danes delimo usodo celotne slovenske družbe. Poskušamo preživeti z dodeljenim, iztisniti maksimum iz opreme v zaključnem obdobju življenjskega cikla in čim več postoriti sami. Lani sem napovedal, da bo leto težko in prihodnje nič boljše. Napoved se je uresničila. Finančnih sredstev za razvoj in opremljanje v primerjavi z boljšimi leti praktično ni več. Kar je ostalo, se usmerjajo izključno v prioritetne naloge in opremo, ki jo potrebujemo za izpolnjevanje ciljev in obveznosti do naše države, kolektivne varnosti in varnosti naših pripadnikov v mednarodnih operacijah in misijah. Veliko večino sredstev namenjamo za vzdrževanje in ohranjanje sistemov. Kljub krutemu zmanjševanju sredstev na našem področju pa so rezultati našega dela vidni in pomembni. Uspehi so bili doseženi s skupnim trudom pripadnikov Slovenske vojske, Službe za informatiko in komunikacije MORS in partnerskimi podjetji. Skupaj smo iskali sinergije in se funkcionalno povezovali. Vsak je prispeval svoj delež, ker brez skupnih prizadevanj in koordiniranega truda rezultati ne bi bili enaki. Prav je, da nekatere dosežke v minulem letu naštejem. Uspešno smo podprli preoblikovanje v vseh fazah Slovenske vojske in v svetu informacijske in komunikacijske tehnologije izdelali novo strukturo Slovenske vojske ter praktično brez pritožb uporabnikov uspešno kreirali profile za delovna mesta vseh pripadnikov. Storitveni center enote za komunikacijske in informacijske sisteme beleži 11.000 incidentov in dogodkov, ki so bili upravljeni v zahtevanih rokih. Uspešno smo izvedli prvo fazo prehoda na nov operacijski sistem. Vsi naši komunikacijski in informacijski podsistemi in aplikacije so delovali znotraj zahtevanih razpoložljivosti. Uspešno smo podprli vse vaje enot Slovenske vojske, kjer smo angažirali vse, ki imate ustrezna znanja in sposobnosti. Zagotavljali smo upoljevanje z enotami na mednarodnih operacijah in misijah in znotraj njihovih enot. Izdelani so bili številni koncepti delovanja komunikacijskih in informacijskih podsistemov. Zaključili smo uvajanje zdravstvenega informacijskega sistema in razširili uporabnost videokonferenčnega sistema. Zahtevni izziv je bila napotitev ladje Triglav na operacijo naše morje Lampedusa, ki smo ga kljub pomanjkljivim informacijam, kratkemu času in pomanjkanju uporabniških zahtev uspešno izvedli. Na mednarodni vaji Combined Endeavour smo pustili pomemben pečat. Častnik Slovenske vojske svojo ekipo je vodil načrtovanje vaje. Rešitve, ki so bile uporabljene na njej, pa sedaj postajajo standardni postopki pri organizaciji in izvedbi mednarodnih vaj in povezljivosti na našem področju. Na vaji je bila Slovenija edina izpostavljena kot primer najbolj uspešne udeleženke. Slovensko podjetje, ki je bilo v sestavi naše enote, je svojim produktom nadziralo celotno omrežje in uporabniške storitve. Hkrati pa smo bili skupaj z drugim slovenskim podjetjem edini, ki smo implementirali sistem povoljevanja in kontrole od nivoja vozilo prek taktične in operativne ravni v mednarodni sistem izmenjave podatkov. Resno smo se lotili razvijanja področja kibernetske varnosti, ki pa bo skupen izziv vseh subjektov MORS in zunanjih partnerjev tudi v prihodnje. Kibernetsko varnost bomo razvili usklajeno znotraj MORS, ustrezne znanje pa bomo črpali tudi iz zunanjega okolja. Prvi naš pripadnik že uspešno zaključuje usposabljanje v Nacionalnem odzivnem centru za obravnavo incidentov s področja elektronske varnosti CERT. Pripravljamo pa že njegovega naslednika. Vendar je to šele začetek. Nadaljevali bomo postopno, z manjšnimi koraki in premišljeno. V letošnjem letu nas čakajo številni izzivi. Številne in zahtevne vaje, ki jih izvajajo naše enote, zahtevajo uporabo novih tehnologij in načinov dela. Vse vaje zahtevajo močno komunikacijsko in informacijsko podporo. Omrežja pa ne obsegajo samo našega nacionalnega teritorija, ampak so povezane z omrežji na Hrvaškem, Nemčiji in ZDA. Pri načrtovanju in izvedbi teh vaj ključno vplivajo znanja in izkušnje, ki so jih naši pripadniki pridobili na vaji Combined Endeavour. V minulem obdobju smo prenovili dokumente, s katerimi urejamo upravljanje s komunikacijskimi in informacijskim sistemom.
Vlogi tehničnega in vsebinskega skrbnika sta še natančneje definirani. Njuno medsebojno sodelovanje pa mora voditi k kritični presoji razmerja med stroški in koristmi, ki jih komunikacijsko-informacijski sistem prinaša. Racionalna poraba virov je na prvem mestu. Skupen trud obeh skrbnikov edini lahko pripelje do kvalitetnih storitev in orodij za uporabnika po sprejemljivih stroških. Zagotavljanje zahtevnega nivoja storitev bo zaradi strošenosti opreme vedno težje in bo zahtevalo dodatno angažiranost. Velikih sprememb pri dodatnem kadru ne bo, kar pomeni, da bomo morali delati več in bolje za primerljive rezultate. Hkrati pa moramo prenesti sporočilo, da takšen trend ne more trajati. Brez minimalnega obnavljanja opreme, minimalne podpore specializiranih podjetij in vlaganja za usposabljanja in kader, zahtevam in pričakovanjem uporabnikov ne bomo mogli zadostiti. Slovenska vojska se bo še naprej preoblikovala. Pred kratkim smo dobili novo enoto, ki pod svoje okrilje sprejema tudi enoto za komunikacijske in informacijske sisteme. Oblikujemo centre odličnosti in podpiramo razvoj deklariranih zmogljivosti. Povsod smo zraven in povezujemo. To znamo, tem smo najboljši in to najraje delamo. Izzivi so dodaten motiv, da postanemo še boljši in uspešnejši. Letošnja udeležba stalne sestavljene slovesnosti nekaj manjša zaradi priprav na vaje. Kljub temu pa me veseli, da smo se zbrali in tudi na takšen način demonstrirali pripadnost rodu. Hvala za obisk in želim vam prijetno druženje in praznovanje. Hvala lepa, polkovnik. Pravijo, da je dobra organizacija tista organizacija, ki se deluje s civilnim okoljem in je tako vpeta v življenje in delo kraja, kjer deluje. Spoštovani zbrani, besedo predajam županu občine Vrhnika, gospod Stojan Jakin, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani pripadniki Slovenske vojske, spoštovani ostali prisotni gostje. Ob današnjem prazniku vam res iskreno čestitam tako v mojem imenu kot v imenu občine Vrhnika in vam želim v bodoče še veliko uspehov. Kot sem slišal iz sedanjega govora, ste dejansko že sedaj uspešni, verjamem pa, da bo razvoj prinesel še boljše rezultate. Sočasno bi se rad zahvalil vsem vam za nesebično pomoč, ki ste nam jo nudili v času katastrofe, ki je zajela Slovenijo, to je letošnjega žleda. Moram reči, da brez vaše pomoči bi verjetno marsikaj se teže rešilo in zelo sem vesel in vem, da tudi v bodoče, okolikor bojo se take težave zgrnile nad nas, imamo za računati na koga. Verjamem, da nam boste tudi v bodoče priskočili na pomoč, če bo potrebno. Sočasno pa upam, da bomo čim manjkrat se v takih primerih na vas obračali. Še enkrat, veliko uspeha tudi v bodoče. Hvala lepa, gospod župan. 22. junij 1991 nam predstavlja pomemben mejnik. Vzpostavitev prvega premičnega in tehnično zaščitnega radijskega omrežja tik pred osvojitveno vojno je vlil veliko samozavesti vsem pri vodenju vojaških operacij in poveljovanju s poveljstvi in enotami takratne teritorialne obrambe. Pripadnikov rodu zvez v poveljstvih in enotah Slovenske vojske, med katere štejemo veziste, informatike, strokovnjake za komunikacijsko in informacijsko varnost in tehnično osebje za vzdrževanje komunikacijsko-informacijskih sistemov, že 23 let usmerjamo napore v zagotavljanje nemotenega delovanja komunikacijskih in informacijskih sistemov. Ob tem se trudimo slediti tehnološkemu razvoju, potrebam uporabnikov in skrbno za lastno funkcionalno usposobljenost. Generalštab Slovenske vojske predstavlja ključnega in najzahtevnejšega uporabnika naših storitev. Na oder vabim oziroma besedo predajam današnjemu slavnostnemu govorniku, brigadir David Humar, načelnik štaba Generalštaba Slovenske vojske, izvolite. Spoštovani župan, dragi gostje, spoštovani pripadniki rodu zveze in informatike. Težko je mogoče povedati ali pa se izraziti
z slavnostnimi, svečanimi besedami v trenutku, ko si nekdo jih zagotovo zaslužuje, hkrati pa vemo, kakšen je okvir delovanja. Vendar mislim, da sta oba moja predhodnika zelo lepo in zelo jasno, pa tudi nazorno povedala, kaj ste vse do sedaj naredili in kaj nas tudi čaka v prihodnosti. Z dnem 22. julijem, ki ga danes praznujemo, ste dejansko pokazali, da povezujete enote Slovenske vojske. Večina izmed vas ve, da prihajam iz manevrskih enot, da sem pehotnik, oklepnik. Torej tisti, kateri deluje na terenu in takrat, ko je v kontaktu z nasprotnikom, ne razmišlja o tem, kaj se dogaja zadaj. Vendar danes v vlogi načelnika štaba se krepko zavedam, da če vse tiste oddelke, kateri večinoma lahko delajo brez zvez in tudi brez direktne podpore informatike, ne uspemo povezati v celoto, potem ne dosežemo nič, predvsem pa ne zmagamo. Danes so nas polna usta sinergije, polna usta celovitosti. Ravno to sinergijo, to celovitost, to povezljivost zagotavljate vi. Zagotavljate tisti, kateri nam z pomočjo raznih povezav pomagate, da povežemo enote v celoto, da lahko pravilno izrazimo težišče, da preusmerimo tako v boju, kot tudi pri žledu ali pa pri kakšni drugi nesreči sile na pravo smer, v pravo nalogo. Še več, ne samo, da nas povezujete, ampak nam tudi olajšate delo, pomagate nam pri hitrejši obdelavi podatkov, pri lažjem zbiranju podatkov in lažjem sortiranju podatkov, ter potem pri boljših odločitvah. Torej, vse to je tisto, kar dejansko pričakujemo od vas in kar vi več ali manj uspešno delate. Vendar dejstvo je, da v večini primerov vseeno pridemo do uspešnih rezultatov, z vsemi težavami, katere vi še boljše poznate kot jaz. Ko jaz uporabljam vaš produkt, vidim dejansko samo vrh gore, namerno nisem rekel ledene gore, ampak vrh gore, samo tisto, kar se na ekranu vidi ali pa kar se sliši na slušalki. Zatem je pa ogromno dela, ogromno tehnike, ogromno odrekanja na koncu. In zato seveda se vam za to delo, za to odrekanje zahvaljujem. Zahvaljujem se vam tudi za vse tiste noči in za vse tiste ure izven delovnega časa, ko pripravite sistem, da lahko drugi dan mi v delovnem času normalno delamo. Danes, ko se ugasnejo računalniki, ko ni več telefonskih zvez, znamo kar obstati. In edino vi nam lahko pomagate, da ne obstojimo. Tudi pri žledu smo mnogi obstali. In tako kot govorimo pri manevrskih enotah, da so nekatere enote, katere morajo iti naprej, da morajo prve posredovati, tako ste tudi vi tisti, ki čeprav v boju direktno ne sodelujete, morate biti prvi, da omogočite sploh naše delovanje. In verjamem, da tako kot ste to do sedaj delali, da boste to delali tudi v prihodnje. Jaz izhajam iz rodu pehote in sem še ravno toliko star, da sem moral zvezo vzdrževati in vzpostavljati tudi s pomočjo kurirjev. Torej ne z pomočjo zvez in informatike v današnjem pomenu besede. Imel sem pa tudi to srečo, da sem še kot poveljnik čete imel v tedanji vojski verjetno najmodernejšo opremo. Ko sem prišel v teritorialno obrambo leta 1991, me je bilo kar strah. Ko sem šel na prvo bataljonsko vajo z zastarelimi Rupi 12, Rupi 33 in podobnimi zadevami in mogoče z dvema rakalkama, katere sta bila prej omenjene, sem bil skoraj prepričan, da bomo morali zopet uporabljati kurirje. Na mojo srečo smo imeli takrat
sicer zelo majhno enoto v bataljonu, ampak enoto, katera je iz tiste zastarele opreme znala potegniti največ. Na mojo srečo smo po tistem letu 1991 uspeli precej vložiti v rod zvez in informatike. Tako da smo v zadnjih 20 letih delali boljše in boljše in lažje. Ja, vi ste tisti, ki nam omogočate lažje delo. Je pa dejstvo, da sedaj zopet prihajamo v čase, ko ne moremo pričakovati, da bomo iz leta v leto dobivali takšno in tolikšno novo opremo, kot smo jo dobivali v zadnjih 10 letih. In da bomo od vas zopet pričakovali še več iznajdljivosti, predvsem pa več vzdrževanja obstoječega. Če smo nekatere zadeve do sedaj lahko nabavili, uporabili, dali v skladišče, mogoče niti ni bilo potrebno vsega popravljati, pa vem, da ste veliko popravljali, nas v prihodnje pričakuje predvsem vzdrževanje obstoječega. Jaz sem prepričan, da za vašim znanjem in vašo pripravljenostjo lahko obstoječo opremo vzdržujemo in iz nje, tako kot so vaši predhodniki in tisti, kateri ste bili 91. z nami, uspeli največ izvleči, da bomo tudi sedaj skupaj izvlekli največ iz obstoječega, to vzdrževali do časov, ko bomo zopet lahko nabavljali novo. Ob tem je polkovnik Cimprič danes nakazal tudi nekaj novih nalog v zvezi z kibernetskim delovanjem. Tako bi rekli tudi na splošno nalog v zvezi z elektronskim delovanjem. Zagotovo rod zvez in služba informatike ima prihodnost tudi v, celo samostojnem delovanju na področju kibernetike in elektronskega delovanja. In verjamem, da bomo dovolj modri in dovolj pametni, da bomo to področje delali skupaj z civilnim okoljem, tako znotraj Ministrstva za obrambo, kot tudi v slovenskem gospodarstvu. Namreč razvoj tega področja, razširjenost tega področja, dimenzije tega področja ne dovoljujejo, da delamo to samo znotraj enot, da delamo to samo kot vojaki. Če bomo to delali, potem ne bomo nič naredili. Moramo delati z okoljem, v katerem živimo, in moramo začeti delati na tem pospešeno takoj. Ker če ne, nas bo okolje, predvsem pa možen nasprotnik, prehitel. Verjamem, da je to lahko predvsem za mlajše zelo dober izziv, da je to lahko dober cilj za prihodnost in da ob vzdrževanju obstoječega in zagotavljanju delovanja z obstoječimi sredstvi ta izziv na področju kibernetike pomeni prihodnost vas in nas vseh. Še enkrat čestitke o prazniku. Upam, da jih bomo še dosti takih praznikov skupaj doživeli ob podpori gospodarstva in civilnega dela Ministrstva za obrambo in da bomo v prihodnje skupaj še boljše delali. Hvala za vso dosedanjo podporo, tudi za podporo, katero sem bil deležen na videokonferenci tik preden sem sem prišel in upam, da bomo tako zadovoljni za delom tudi v prihodnje. Hvala in čestitke v prazniku. Hvala je čisto preprosta besedica, ki je izrečena na pravim mestu, pravim ljudem, pove vse ali pa še malček več. Spoštovani zbrani, sledi podelitev medalje Slovenske vojske. Odredba številka 094/1/2014 do 18 za dne 5.5.2014 na podlagi 54. člena Zakona o obrambi Uradni list Republike Slovenije številka 103/04 uradno prečiščeno besedilo ter prvega odstavka 80. člena pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo Uradni list Republike Slovenije številka 41/044/11, 86/11 in 105/13 podeljujem bronasto medaljo generala majstra Andrej Svetanič, Roman Jakič, minister. Prosto. Torej, bronasto medaljo generala majstra prejme Andrej Svetanič.
Prosim brigadirja Humarja za podelitev priznanja. Tako, spoštovani zbrani, uradni del slovesnosti je končan. Vse vas ljudno vabimo še na prijetno druženje, na vojaško malico, ki so jo posebej za nas pripravili pripadniki enote vojašnice Ivan Cankar in katerem se za pomoč najlepše zahvaljujemo. Hvala vsem gostom, ker ste svojim obiskom obogatili našo slovesnost in počastili naš praznik. Vsem pripadniku rodu zvez pa želimo lep praznik ter obilo zadovoljstva in uspehov pri delu. Hvala lepa, lep dan še naprej in nasvidenje.